Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje toliko veliko razlagala ljudem po vremenu, ker me vedno znova presune, kako toplo je in dejstvo, da ga lahko v polobrčku na WC. Drugače so jutra v Zidančki ful lepa na ta račun, ker ni treba čist tako iti za kurt, ampak malo toplote ostane še od prejšnjega večera. Masliček. Če se le da, si zjutraj vzameva s Klemnom čas, eno naju za kur, ta drug malo posprav in potem skupaj spijeva čaj, preden greva vsak po svojih opravkih. Včasih mi kurjenje kamina uspe v prvo, včasih pa ne. No, Sanje. Kuda sem jaz mogla iti neko misijo mafijsko rešiti, ne? In v tisti dimenziji je počas meni telefon nehal delati. In jaz sem tako na eni točki, kdaj gremo mi nazaj, pač jaz ne moram niti sporočiti, da sem še živa, ne? Hej, piknik, gremo na sprehod? Na sprehod? Ajde, gremo! Ja, resno mislim. Se bo še pretegnil? Ajde. Koliko je tej orbit škatlice? Drobiški bo. Imaš takole zidančko, pa hkrati še kombi, pa še razvijaš svoj biznis, pa svašta. Sem opazila, da nama s Klemnom veliko zmanjka čas, da bi bilo tle toliko urejeno, kot bi si je želela. Ampak danes sem si jaz zamislila, da bi tele drate, tle gor stani drati, ki so ostali še od prej, ko je bil tle vinograd. In pol kasneje je moj brat tle sadil paradižnike in so prav prišli. Še pol smo imeli pa tle v bistvu fižol in smo bili, mislim, da 2 leti zaporedoma samooskrbni s fižolom. In pa je to kar ostalo, ne. Ko smo prišli s kombijem nazaj, v bistvu Klemen tle spremenil ograjo, tle za mano vidite ograjo, prej je bila višji gor, zdaj smo jo dali nižji. Kar naenkrat ta prostor na tem delu zidance je rato uporaben, ker prej je bilo, v bistvu si mogel skozi okrog, če si hotel, da sem prideti in skoraj nič nismo tle počeli in zdaj je tle tako ful lep prostor, celo za vse stva naredila polet, pa tako. In ti drati z mene motijo, ne? Ker vsakeč, ko hočem kaj slikati, snemati, pogledati čez okno iz kuhne, vidim te drate. Tako da najprej grem jest, pa bom pa te drate pospravili, ker ni drugega. Nič drugega nam ne preostane. Za zajtrk zadnje čase opažam, da mi paše le zgolj in samo slano. Tudi če Klemen naredi palačinke, ki so njegova najljubša hrana, si jih jaz večinoma pripravim na slano, to pomeni dodam kakšen ser, dodam kakšen namaz ali pa kaj takega. Na dan snemanja tegale vloga je bil bolj prazen hladilnik, pa vsem sva imela toaste, pa par osnovnih stvari, tako da sem se lotila kar toast popeč na maslu. Vmes sem ugotovila, da moram še eno kombučo flaširati, tako da sem tudi to storila. Potem sem toaste namazala z Marmitom, za vse tiste, ki ne veste, je to tak namaz, britanski iz kvasnih, ne vem česa, v glavnem ful dobro. Dodala sem še malo skute, kaper in pa pokapala z peperoncinotom, peperoncini, v glavnem olivno olje z čili. In ko sem se fino okrepčala, je bil čas za delo. Evo, tu so ti drati, tu hočem, da gre dol, kako bom to naredila, ne vem. Ampak vse ne more biti tako zakomplicirano, ne? Ne? Anyone? Klešči iz Klemnovega kufrčka. My hobby is pole dancing.
Ups. Surprisingly easy. Okay. Kot vidite, ni bilo nič zapletenega. V bistvu sem drate mogla takole odviti in jih nekako spraviti čez lukence, čeprav vmes je bilo ene par takih bolj kompleksnih, ampak sem našla rešitev za vse. Dejansko mi velikokrat paše delati fizično. Ful je en tak balans. Čutim med delom z računalnikom pa pol delo s fizičnimi stvarmi. Hitro izgubim motivacijo, ko delam fizično. Tako da moram si vedno dati mejne taske, da jih pol dokončam. In je to do naslednjič. Ker če bi si dala preveč, bi vse nekam poslala in bi se mi zafržmagalo. Tako da to je bilo zdajle glih prav. Ful je lep zdaj tle. Ker ni teh špak, teh dratov. Ja. Cheers. Pri nas doma je mami velikokrat kuhala hrano brez imena, tako je ona rekla. In to je v bistvu pomenilo, da je skuhala neko jed iz stvari iz vrta, stvari iz hrambe, stvari, ki smo jih imeli kot ozimenco. Ponovadi je bilo vedno ful dobro v bistvu. Tako da ta izraz se je pri nas doma ohranil še zdaj, hrana brez imena, in jaz ga v bistvu obožujem. Hrana brez imena je super, ne samo zato, ker porabimo stvari, ki nam ležijo naokrog, ampak daje tudi eno tako stopnjo kreativnosti, zaradi tega, ker vedno lahko nekaj drugače narediš, ker ni po receptu. Seveda sem jaz na eni stopnji svojega kuhanja začela raziskovati tudi recepte, da sem se naučila določenih postopkov, ki so tradicionalni, katere je fajn upoštevati, ampak vedno znova se pri vsakodnevnem kuhanju rada vračam k hrani brez imena. Za rojstni dan sem dobila tale kotoček od sestrične njenega partnerja, ki je čudovit čarovniški kotu. Tako sem se odločila, da bom tukaj not naredila eno čorbico brez imena. Najprej sem skuhala fižol, ki je bil en dan prej namočen, to je bil fižol od moje babi. Potem pa sem ga precedila in začela noter pražiti čebulico z začimbami in soljo. Ko se mi je zdela dosti popražena, sem dodala še česen, krompirček, potem sem dodala še fižolček in sojine koščke. To se je potem kuhalo. Vmes sem pripravila še tele skutine gresove knedle, ampak sem ugotovila, da boš, da izkuham noter, da se mi ne bo parilnik zakuril. Nekaj posebnega mi je drugače sedeti ob ognju in gor nalagati mečkene palčke in gledati, kako se ti hrana kuha. Prav poseben občutek. Jedi sem na koncu dala še kurkumo, zaradi tega je tudi rumene barve, in postregla z temile knedlčki. Ful je bilo fino in kuhano glih v pravem času. Več nisem pri nobenemu drugemu kužku bil. Vse je redel. Nekaj kebabice je skuhano v športniki. Tudi je dobro skupaj. Ali štukati. Jaz sem nehecam, jaz sem včeraj, ko sem telovadila, to je bilo skus tle nekje. Se mi najprej jevno sem lahko, ne bom pretirala, ne bom šla še gresov, nek knedel delati. Jaz sem tako, vse lahko iz parilniku naredim, mislim, parilnik. Sem ga najprej dala na kotu, pa sem tako no, it's too risky, ker bi se lahko užgal. Sem dala kuhalnice spodje pa vse. Ja. Pa sem noter lepo.
Kaj pa to ne bo? Ne hočeš. Je hočeš pol.